Lepo pozdravljam vse skupaj ob predstavitvi nove knjige z naslovom Lucijan Marija Škarjanc. Pozdravljam svoja dva sogovornika, avtorja knjige, profesorja dr. Matjaža Barba in tudi predsednika fundacije Lucijan Marija Škarjanc, gospoda Tomaža Buha. Dobrodošli. Leta 2025 je šla knjiga Lucijan Marija Škarjanc. Že če jo primemo v roke, vidimo, da je to izjemno vabljiv estetski, bi rekla, estetska publikacija, seveda, ampak ne samo to. Vsebinsko izjemno bogata, razdelana, obogatena z raznolikim dokumentarnim gradivom. Obsega številna poglavja, pri čemer sta dve poglavji taki, ki v količini in zajetnosti izstopata, to je pa po eni strani kronologija življenja našega skladatelja in po drugi strani muzikološki uvid v njegov opus. Poleg teh dveh najobsežnejših poglavij, seveda so tudi številna druga, po vsebini nič manj pomembna, vendar to prepuščam bralcem v raziskovanje, velja pa omeniti kot pomembno in dodano vrednost popis vseh del Lucijana Marija Škarjanca, ki se ne tiče samo njegove glasbene dejavnosti. Matjaž, ti pišeš tudi o recepciji Lucijana Marija Škarjanca po njegovi smrti, dotakneš se njegovih značajskih potez v luči in v perspektivi njegovih sodobnikov in osvetliš njegov estetski kredo. V delu je zelo zanimiv podatek, vsaj zame bil kot bralko, in sicer, da je Lucijan Marija Škarjanc v jeseni svojega življenja nekako čakal na to svojo, bi rekla, na monografijo o svojem delu in si potihem zelo želel, vendar ni dočakal. Kot sem že prej dejala, Škarjanc umre 1973, prvo monografijo o skladatelju pa dobimo šele leta 2025. Po eni strani govorimo o enem največjih slovenskih skladateljev 20. stoletja, po drugi pa smo na to monografsko delo morali počakati in čakati več kot pol stoletja. Matjaž, kako bi lahko razumeli to protislovje? To je zanimivo. Torej, hvala za to vprašanje in za jasno to predstavitev najprej. Glede te monografije moram najprej pošteno povedati, da verjetno monografije se ne bi lotil, če ne bi bilo spodbude fundacije Lucijana Marija Škarjanca. Se pravi, vemo, da po njegovi smrti, po Škarjančevi smrti je veliko prizadevanja v tej smeri oblikovanja neke monografije bilo zlasti strani gospe Kraljeve in potem kolegice Vande, ki je tudi družinsko povezana s Škarjancem, in potem seveda celotne fundacije, ki se je res močno prizadevala, da bi do tega natisa prišlo, ali pa do najprej sploh oblikovanja te monografije. Sam moram reči, da sem to videl kot en poseben izziv. Če vam lahko najprej nekaj tako zelo osebnega povem, pravzaprav si, ko sem se lotil recimo nekoliko resnejšega muzikološkega dela ob svojem doktoratu, sem se srečal s Škarjancem na zelo negativen način. In nikoli bi si takrat ne mislil, da bom jaz potem pisal neko knjigo o Škarjancu. Se pravi, jaz sem delal doktorat iz skupine Promuzika Viva, v kateri je bilo vključeno kar nekaj študentov Škarjančevih, ki so izjemno negativno govorili o Škarjancu, nekateri od njih. Ne vsi, ampak nekateri od njih pa izjemno negativno. Zlasti je šlo za ta del
Škarjančevih študentov, ki so se potem prevesili v izrazit modernizem. In ta modernističen način skladanja Škarjancu ni bil blizu, ta poetika mu je bila tuja, to estetiko je izrazito in potem v desetletjih, lahko rečemo, tudi vedno bolj izrazito zavračal. In moram reči, da sem bil na začetku zelo pod vplivom teh misli, teh idej, in sem šele postopoma se mi zdi v svoji, recimo, tej muzikološki karieri, če lahko to rečem, spoznaval tudi vrednost in pomen Škarjanca. Ta je bila, se pravi, ta pomen je nesporen, se pravi, tega so vedno tudi najostrejši kritiki, se pravi, potrjevali, ampak vendar ta odnos do Škarjanca, tudi ta negativen, se mi je nekoliko prijel. V poznejših desetletjih, kot sem rekel, pa sem postajal pozoren seveda predvsem logično do njegovega okusa, ki je nesporno eden največjih, ne samo po količini, že po količini, se pravi, tudi če bi ne merili, če bi ne imeli nobenega drugega vatla, po katerem bi merili pomen, recimo, Škarjančevega okusa, že po količini gre za enega nespregledljivih slovenskih skladateljskih okusov, ampak predvsem po njegovi glasbeni kvaliteti, muzikalni kvaliteti. Moramo reči, da praktično ni področja, na katerem bi Škarjanc ne prispeval verjetno najpomembnejša, ali pa ena najpomembnejših del na Slovenskem. In ni čudno, da stalno, se pravi, ne samo v šolah, ampak tudi profesionalni ansambli, tudi, ko se je spraševalo o recepciji po njegovi smrti, tudi po njegovi smrti redno jemljajo po njegova dela. Za razliko od marsikaterega drugega slovenskega skladatelja, ki je žal zdrsel po svoji smrti, nekoliko pozabo bolj, moramo reči, da je Škarjanc vendarle prisoten na slovenskih odrih, prav zaradi kvalitete njegovega okusa. In to je recimo tudi zame bila ena glavnih spodbud za to, da se mi je zdelo, da je prav, da se nekoliko pobliže tudi zares lotim tega in da sam pri sebi spoznam in ugotovim vrednost in pomen Škarjanca. In zares mi je bilo tudi izziv pisanje monografije o takem velikem skladatelju. Zdaj pa, če se vrnem potem, kako to, da vendarle ni prišlo do tega prej že, se pravi, kako to, da še nismo dobili Škarjančeve monografije doslej. Eden glavnih razlogov je to morda prav ta velik, če bi rekel, temu kolos, kakršnega predstavlja Škarjanc. Vem, da so recimo sicer je primerjava nekoliko težka, ampak vendarle veste, kako je Schubert z nekim navdušenjem govoril o Beethovnu, hkrati pa strahu, je rekel, kako lahko ustvarjam ob takem velikanu, kakršen je Beethoven. In se mi zdi, da ko gledam tako svoje predhodnike, ki so se dotegali recimo tudi tega pisanja, Cvetko je naj bi imel dolg časa v misli, da bi pisal nekaj o Škarjancu, da bi napisal monografijo o Škarjancu. Se mi zdi, da je to bil eden možnih razlogov, zakaj se pravi ta blokada, ta morda strah pred tem velikim okusom, da se potem vendarle niso odločili, da bi se lotili pisanja monografije. Jaz sem bil mogoče preveč predrzen. Ja, v knjigi je v ospredju skladatelju glasbeni okus, vendar pozoren bralec bo zelo hitro dojel, da Lucijan Marija Škarjanc ni bil zgolj skladatelj. Lahko bi rekli, da je bil zelo, zelo intenzivno umrežen v slovensko glasbeno življenje. Matjaž, kaj je bil se pravzaprav Lucijan Marija Škarjanc, oziroma kako je vse živel to svojo ustvarjalnost, ki ni bila izključno skladateljska?
Se veste, obstajajo različni pogledi na to, kako gledati recimo na ustvarjalnost določenih umetnikov, ne? Ali izključiti recimo življenjske okoliščine, življenjske podatke iz opazovanja njihovega opusa, ali pa to vključiti. Meni se zdi, da je še posebej pri avtorju, kakršen je Škarjanc, razumevanje njegovega konteksta, v katerem je živel in v katerem je ustvarjal, ključno tudi za razumevanje njegovega pomena, spravo pomena njegovega opusa. To pomeni, da se mi zdi, da je spoznavanje teh okoliščin, ki so privedle do tega, da se je Škarjanc oblikoval v osebnost, kakršna je bila, in da je ustvarjal na različnih področjih ključne za to, da razumemo njegov pomen v določenem zgodovinskem trenutku. Torej, Škarjanc je absolutno pomemben kot skladatelj, ampak hkrati je bil dejansko nekaj desetletjih, lahko rečemo, osrednja glasbena osebnost, slovenska osrednja glasbena osebnost, kar je izjemnega pomena, se mi zdi tega res ne bi smeli spregledati. Deloval je dejansko na vseh področjih, najprej se je uveljavil že kot mlad pianist, kot mlad dirigent, se pravi, ko gledamo poročila o njegovih koncertih dirigentskih, vsi izpostavljajo, zares vsi kritiki, dejansko ni negativne kritike, izpostavljajo njegov izjemen občutek za vodenje orkestra, za oblikovanje partiture, za izjemno poznavanje literature in tako naprej. Se pravi, nedvomno, lahko rečemo, zares ob vzniku te orkestralne poustvarjalnosti izjemno pomembna dirigentska osebnost. Tega ne moramo spregledati. Potem seveda je deloval kot organizator glasbenega življenja. Se pravi, bil je tudi upravnik Slovenske filharmonije, znova ena osrednjih glasbenih mest, se pravi, ena osrednjih inštitucij, ki jo je vodil prav Škarjanc. Bil je tudi, se veste, vpet v izdajanje notnih publikacij, bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in bil je predvsem izjemno spoštovan profesor na Akademiji za glasbo. Kljub temu, da sem sicer na začetku omenil, da je prišlo tudi do trka z njegovimi študenti, ampak morda to bolj kot v negativnem smislu bi lahko razumeli kot v pozitivnem smislu. To pomeni, da je imel Škarjanc izrazito jasno postavljeno estetiko, s katero se je bilo mogoče boriti, se pravi, s katero je bilo mogoče v neko konfrontacijo, kakršno so potem zares vodili njegovi študenti. Torej, ni šlo za nekoga, ki bi ne vedel, kaj se dela, kako se dela in tako naprej. In kot muzikolog moram seveda poudariti še eno reč, namreč, da je bilo pomembno tudi njegovo muzikološko delo. Se pravi, Škarjanc je, moramo iskreno povedati, avtor prve skladateljske monografije pri nas, o Emilu Adamiču. Potem je pisal še o drugih, diplomiral je s temo Jurija Mihevca v Parizu, kar je pravzaprav bila muzikološka tema. Se pravi, njegovo soočenje tudi z ustvarjalnostjo Mihevca je recimo izrazito tako pomembno muzikološko delo. Je eden najvidnejših, najpomembnejših avtorjev prvega zgodovinskega pregleda glasbe od Bacha do Šostakoviča, se imenuje ta njegova knjižica, ki je izdelana sicer na podlagi njegovih teh večinoma koncertnih zapisov, se pravi koncertnih komentarjev, ampak vendar, se pravi, gre za nek pregled, zgodovinski pregled in mi Slovenci do takrat nismo imeli prave zgodovine glasbe, kljub temu, da gre za res specifičen pogled, ampak vendarle. Napisal je enega zares prvih slovarjev, se pravi, glasbenih izrazov na slovenskem. Spet tukaj ni bil čisto pionir, ampak nedvomno izjemno
izjemno pomembno delo. Poleg tega, da se ne vem, priročnikov harmonij, priročnikov kontrapunktov, oblikoslovij in tako naprej. Torej tudi kot pisec izjemno pomemben, kot pisec vrstnih monografij. Seveda se pa hkrati oglašal tudi v publicistiki, ne? Sočasni publicistiki in spet s tem zelo močno zaznamoval slovenski prostor. To pomeni zares ena osrednjih posebnosti v slovenskem glasbenem svetu, se pravi že med obema vojnama in potem seveda zlasti v prvih desetletjih po drugi vojni. Ja, tisto, kar preseneča oziroma bi rekla, vedno znova navdušuje, ko človek prebira o Lucjanu Mariju Škrjancu, je ravno ta njegova raznolikost, vpetost v različno, ampak profesionalnost brez primere v takratnem času. To pomeni po eni strani izjemno pronicljiv mislec, skladatelj, velik skladatelj svojega časa, ampak tudi izjemen organizator in tisto, kar bi še sama osebno poudarila, osebnost, ki je postavila temelje profesionalizaciji dela slovenske filharmonije. Namreč z njegovim obdobjem je v slovenski filharmoniji zavel en nov veter, ki je slovensko filharmonijo vsaj po programu sodeč in po načinu dela postavil med primerljive evropske orkestre. In tisto, kar tudi mene kot raziskovalko navdušuje, kako je možno, da je po eni strani bil ustvarjalno, kompozicijsko tako plodovit, po drugi strani je pa vse, česar se je loteval, opravil skoraj da neoporično. In to je torej glasbena osebnost, ki je močno, bi rekla, pustila sledi ne samo v medvojnem času, ampak tudi v povojnem času. Ker ponavadi skladateljske osebnosti na nek način profilirajo svoje delo v nekem življenjskem obdobju. Ta intenziteta, ki se pa pri njemu spremlja pravzaprav od začetkov do konca življenjske poti, je neverjetna. Šlo je samo za premike poudarkov v njegovem delu. In jaz se sprašujem, ali smo imeli primerljivo osebnost na področju slovenske zgodovine glasbe, kot je Lucjan Marija Škrjanc. Ja, to je vedno težko primerjati, zato ker delujejo seveda skladatelji in glasbeniki na različnih področjih, ampak nedvomno lahko rečemo, da je njegov pomen in vpliv zares prvovrsten, se pravi, da bi ga težko primerjati s komerkoli, zares s komerkoli. Zdi se mi zanimivo tisto, kar se izpostavlja, se pravi to njegovo raznolikost in ta razgled, recimo po njegovo širino, tudi tako ustvarjalno kot estetsko, ne? In se mi zdi, da je za razumevanje tega dobro iti v njegovo šolanje. Moram iskreno povedati, da sem pravzaprav ob študiju Škrjanca pravzaprav nekaj takih mitov, ki so se oblikovali okrog njega, razbijal. Ne, da bi želel, ampak hkrati se mi zdi, da je to postavljalo Škrjanca vendarle v neko drugo luč. Se pravi, en takih mitov je njegov študij, ki je Škrjanc študiral. To je stalen problem, že v leksiki se pojavljajo različni zapisi in različne interpretacije njegovega študija, ki so pa precej nepopolne. Se pravi, študiral je najprej v Ljubljani, seveda na konzervatoriju, potem je šel na Dunaj, potem je šel v Prago, oziroma najprej šel v Prago, potem je šel v Dunaj. Ne, najprej šel v Dunaj, malo se hecam, zato ker je to sporedno nekako potekalo, potem je šel v Basel, kjer ne bi študiral v Baslu, in delal študij dirigiranja in potem šel v Pariz, oziroma šel v Pariz prej in tako naprej. Razumete, vrsto neskladi tudi tega, se pravi, kar opazimo v njegovi biografiji in povezano hkrati tudi recimo s tistim, kar je počel doma. Se pravi, v tistem trenutku, ko bi moral biti na Dunaju, je hkrati deloval v Ljubljani. Ko je bil v Parizu,
je vodil orkester glasbene matice. To ne gre hkrati skupaj, razumete, ne? Ampak pokazalo se je, se pravi, prek študija virov, da je Škarjanc, in to se mi zdi, da kaže na njegovo osebnost, da je bil, se pravi, strašno vedoželjen in da je, se pravi, srkal kjerkoli je karkoli mogel. In da se je res upisal, nedvomno se upisal na Dunaj, na univerzo in da je ta prišel v stik z Marksom, s katerim sta si potem še leta dopisovala. Ampak spet v pismih je videti, da Škarjanc tega študija zares ni do konca absolviral, ne? Nikoli. Ne? Ampak razumete, bil pa je v stiku z vodilnih učiteljev tistega časa na Dunaju. Dunaj, ki je predstavljal seveda poseben glasbeni center, ne samo tedaj, ampak lahko rečemo tudi danes, ali pa stoletje. Ne. Šel je v Prago zato, ker je želel dobiti, se pravi, del te, se mi zdi, tudi te slovanske kulture, ki je bila, in seveda tudi glasbene, ki je bila nedvomno v Pragi najbolj cenjena in so, veste, da številni Slovenci, če tako narekovajo rečem, romali tja zato, da bi se navzeli tega. In Škarjanc ima spet svoje, mislim, v njegovih zapisih vidimo, kako je bil del te praške kulturnega dogajanja, kako je, recimo, se vključeval tudi v organiziranje koncertov, ampak hkrati zares ni absolviral študija tam v Pragi, se pravi, v teh delih ga ne moramo zares najti, ampak ne moramo zanikati, da je študiral tudi v Pragi. Vemo, da ne bi študiral v Parizu, imamo diplomo, ampak diploma je šele iz leta 1939. Vedno piše v biografijah, kako je študiral pri Dondiju, ampak Dondi je bil tedaj že dolgo mrtev. Se pravi, ampak logično je, da je v 20 letih on, in tudi to obstaja pričevanje, da je šel v Pariz celo, se pravi, prek neke take štipendije verjetno glasbene matice, da je šel v Pariz, da je tam študiral, da je se nedvomno, se pravi, srečal z Dondijem, ampak študij ni bil tako formalne narave, kot bi recimo človek pričakoval, se pravi, da jim 4 leta bo imel pouka in ga bo obiskoval od začetka do konca in potem naredil diplomo. Diplomo je potem naredil, se pravi, 39 in na diplomi je bil podpisan samo en Lefebvre. Ali pa recimo njegov ta študij dirigiranja v Baslu je šlo, zares, ko pogledamo vire, samo za 3-mesečni, mislim, za 3-mesečni tečaj dirigiranja. Ampak spet ta samo je grdo, če razumemo Škarjanca, kakršen je bil, ne? Ker se pravi 3 meseca nekega študija pri Weingartnu, ki je bil en najbolj pomembnih, najbolj spoštovanih dirigentov svojega časa, je pomenilo ogromno, razumete. In v tem, se pravi, v tem njegovem bežanju od enega študija do drugega, od enega centra do drugega, se mi zdi, da se razodeva njegova prava, se pravi, naravno, ne? To njegov značaj, se pravi, iskanje, požiranje informacij, kjer jih je le mogoče dobiti. In zato se mi zdi, da je bil nedvomno en najbolj široko razgledanih, čeprav formalno morda, se pravi, ne toliko, se pravi, vezan na neko eno samo šolo, ne. Ampak to je zares njegova kvaliteta, se mi zdi. Se strinjam, ja. Škarjanc je že od svojih samih začetkov uvajal ali pa bil predstavnik nekega novega vetra, ki je prinašal profesionalizem v prostor. In tega se je, kako bi rekla, temu je ostal zvest tudi pozneje. Gospod Buh, jaz imam pa vprašanje, odkot ideja za nastanek fundacije Lucijan Marija Škarjanc in kakšno je njeno poslanstvo? Lepo pozdravljeni. Težko bi rekel, odkot je ideja. V času, ko je fundacija nastala, sem bil ravnatelj srednje glasbene baletne šole. To je bilo leta 2000, mislim, da je fundacija nastala.
Že predtem smo pa na šoli uvedli priznanja za najboljše dijake, za odlične profesorje in zunanje sodelavce v obliki Škrjančevih nagrad, Škrjančevih diplom in Škrjančevih priznanj. To je bilo pa že prej leta 1994. Želeli smo nekako se zahvaliti najboljšim dijakom, odličnim profesorjem za življenjsko delo in tudi zunanjim sodelavcem za prinos k umetniškem vplivu srednje glasbene šole. In zato smo poimenovali to po Lucijanu Mariju Škrjancu. Težka je bila včasih, težko smo izbirali imena, po komu bi to imenovali. Ampak na koncu smo prišli do imena, ki je bil tesno povezan vse skozi z srednjo stopnjo izobraževanja. Tako pri glasbeni matici, tako pri konzervatoriju, tako pri glasbeni akademiji, ki je bila v začetku sestavljena iz srednjega dela in pa tudi iz visokega dela. Srednja šola je bila v okviru Akademije za glasbo. In šele po ločitvi leta, mislim, okoli 50, ko se je srednja glasbena šola ločila od Akademije za glasbo in postala samostojna ustanova, po zaslugi seveda takrat spet vidi Jeraj, ki je bila takrat ravnateljica te ustanovljene ustanove. In tako je počasi potem tudi prišla ideja po teh nagradah in tako naprej, je prišla tudi ideja o ustanovitvi fundacije. Ta se je ustanovila na pobudo gospe Tatjane Kralj. Ona je bila tista, ki je z vso vnemo zbirala gradiva o Lucijanu Mariju Škrjancu in fundacija je bila takrat primerna oblika, da je zajela to področje in tudi pritegnila k sebi še druge ljudi, ki so se z veseljem ukvarjali. To je to. In potem je ta fundacija seveda zbirala gradiva z željo, da si bi končno enkrat napisala monografijo o Lucijanu Škrjancu. Tega gradiva je bilo ogromno, razpršeno po raznih knjižnicah, po Akademiji znanosti, po SAZU-ju, po univerzitetni knjižnici, po privatnih in tako naprej. In ta gradiva je bilo treba zbrati, nekatera dela so bila še v rokopisu, jih je bilo treba tiskati in potem se je to počasi nabiralo. Tako da največja želja gospe Tatjane Kralj je izdajanje monografije, žal mi ni dočekala. Čeprav razumem, je to gradivo zelo, zelo raznoliko. To gradivo je raznoliko, seveda, to so skladbe, to so knjige, posnetki in še marsikaj. To je izredno širok spekter, ki ga je obvladoval Lucijan Marij Škrjanc. Če smem reči, jaz sem seveda zelo hvaležen fundaciji, zato ker je zares zbirala leta gradivo, ki je meni izjemno pomagalo pri oblikovanju potem te moje knjige. Si ne bi predstavljal, koliko več dela bi imel, če bi moral še vse tisto, kar sem že tukaj našel, potem še kje druge iskati. Se pravi, izjemno gradivo. In ko je takole končana knjiga, se mi zdi tisto, kar je zares, kar mi je najbolj hudo, je to, da zdaj vidim, da tega gradiva ni mogoče predstaviti javnosti še dovolj. In to se mi zdi, da bi morali poskrbeti, da bi v prihodnosti nekako prišlo
to tudi nekako do širše javnosti. Morda, ena taka stalna moja ideja je, da bi bilo treba preslej v Sloveniji oblikovati tudi nek slovenski glasbeni muzej in v okviru tega recimo imeti neko tako Škrjančevo zbirko, nekaj podobnega. Ja, in pa spominsko sobo. Ali pa spominsko sobo, seveda, vsekakor nekaj takega, kar bi bilo potrebno. Ampak moram pa še nekaj reči, čisto tako na začetku, da si omenila, se pravi, lepo oblikovanje knjige, se pravi, poleg fundacije ne smemo pozabiti seveda na fakultetno založbo, znanstveno založbo Filozofske fakultete, ki je svojim izjemnim trudom tudi prispevala k temu, da je knjiga potem zares lahko išla, da je šla lahko tako razkošni obliki, da smo si lahko potem pridobili tudi izjemnega oblikovalca Klemna Konaverja. In dejansko moja velika hvaležnost gre tudi seveda znanstveni založbi Filozofske fakultete. Moje vprašanje je, kdo danes skrbi za to gradivo? In kako je dostopno recimo za raziskovalce? To je čisto pragmatično vprašanje. Večina tega gradiva je v knjižnici, univerzitetni knjižnici. Večina. Nekaj je še na Gerbičevi 11, nekaj imajo še mogoče svojci, drugače pa ni. Se pravi, še posebno je to zasebno gradivo zelo zanimivo, ki ga imajo pri kolegici Vandimu, morda bi ona kaj povedala. Jaz sem prevzela vse to gradivo na Gerbičevi 11, ki živi od moje mame, po smrti, leta 18 je umrla mama in sem potem seveda se čutila dolžna, da peljem stvar naprej in sem pa tudi poiskala profesor Barba in se je pa ta naveza vzpostavila, da je prišla po te knjige, v te monografije. Te stvari, moja mama je od leta 2000 zagotovo, že prej morda, še za časa Oli Škrjančeve, ki je teta moje mame, Škrjančeva žena, je dala marsikaj moje mami, te posebne stvari, potem je še sin prinesel na Gerbičevo, tako rekoč, vse, kar so imeli, fotografije, razne korespondence in tako naprej in se je to vse tukaj nekako od leta 2000 pa zagotovo do 2018 zbiralo. Tako da je vse na Gerbičevi. In zdaj sem jaz to pač prevzela in zdaj, ko je ta monografija končana, razmišljam zelo veliko, kam bi to dala, te stvari, posebej te osebne tudi, in zelo verjetno nekaj dala vnuk, nekaj bo mogoče profesor Barbo prevzel, druga še inštitucije, skratka, cilj je nekako dosežen, veste, cilj je, da ta monografija. Za časa življenja moje mame so tudi fundacije izdale veliko notnega gradiva. To zdaj ne pride več upoštev, se mi zdi, tudi nadalje profesor Bruh je rekel, da je že vse natisneno, da ni več kaj dosti natisneno. Tako da je nekako namen te fundacije izpolnjen. In vse te dokumenti in to, kar je ostalo pri nas, meni doma zdaj bo šlo v ustrezno inštitucijo v doglednem času, ne jutri. Zagotovo pa nimam naslednika, ki se mislim ukvarja. Matjaž, v uvodu knjige napišeš, da količina in kakovost Škrjančevih del pogosto tonejo v pozabo. Potem pa v nadaljevanju beremo, da Škrjančev opus v resnici nikoli ni bil pozabljen. In tukaj razbiram na nek način razmerje med kontinuiteto in pozabo. Kakšno je bilo v resnici to razmerje? Ali bolj govorimo o kontinuiteti, ali gre v resnici za pozabo? Ja, zanimivo je to, če smem
najprej o Škarjančevi recepciji samega sebe. Ne. In to se mi zdi, da je lahko za marsikoga od nas tudi poučno. Ne. On je proti koncu svojega življenja, pa recimo v zadnjih 10 letih, se čutil zelo odrinjenega in celo verjetno pozabljenega, niso torej napisali nobene knjige o njem, niso ga več izvajali toliko v filharmoniji, niso ga več izvajali toliko v radiju in meni se je zdelo, spet, če se vrnem na tisto izhodišče, se pravi mojega prvega ukvarjanja s Škarjancem, da je bilo to vrstno njegovo občutenje vendarle nekoliko pretirano. Zato, ker z neke perspektive, recimo, poznejših obdobij se je zdelo vendarle, da je Škarjanc bil povsod, ne, se pravi, bolj so ga tiskali kot koga drugega, več morda izvedb je imel kot marsikdo drug in tako naprej, ne, tudi v radiju je bil prisoten in tako. Ampak, ko sem pa recimo nekoliko podrobneje začel gledati zares ta razvoj njegovega pojavljanja v kulturnem prostoru, sem ugotovil, da je bilo njegovo občutje pravzaprav v veliki meri upravičeno. On se zares tako počutil zato, ker so ga res manj izvajali. Ker so ga bistveno manj izvajali, recimo v filharmoniji, kot so ga prej, ker so ga bistveno manj izvajali v radiju, kot so ga prej. Ker zares ni bil več prisoten tako, kot je bil recimo v 50-ih letih, ali pa 60-ih letih. Ampak razlog je bil seveda to, da je prihajalo do menjave generacij, se pravi prav tisti njegovi najostrejši kritiki, tisti najbolj ostri zagovorniki recimo nekega modernističnega vala v Sloveniji, so zavzemali v srednje inštitucije, se pravi vodili Slovensko filharmonijo, bili v radiju, bili na drugih pozicijah, bili kritiki in tako. To pomeni, da je zares tudi zato prihajalo do logičnega, recimo, upada prisotnosti Škarjanca v glasbenem življenju. Ampak zanimivo in temu je posvečeno tudi eno poglavje v knjigi, zanimivo je dogajanje po njegovi smrti. To se mi zdi, da je še najbolj zgovorno. Kajti po njegovi smrti v primerjavi z avtorji, se pravi z nekimi primerljivimi avtorji, lahko rečemo, da Škarjanc, kot smo govorili na začetku, Škarjanč vedno obstaja, se pravi v vseh glasbenih produkcijah, glasbenih šol, v filharmonijah ga redno, sicer ne redno, razumete, ampak v primerjavi z drugimi skladatelji, tovrstnimi, dokaj redno daje tudi na sporede, komorne orkestri, komorne skupine, komorni ansambli, kvarteti, se pravi, recimo samospevi, redno, po moji skoraj, da ni slovenskega koncerta skoraj, če malo pretiravam, z mešanim sporedom, ki bi ne vključil kakšnega od Škarjančevih samospevov. To pomeni, da je njegova prisotnost pa vendarle razmeroma velika. Gre za nek tak paradoks, ki pa potrjuje v končni fazi, vendarle potrjuje vrednost Škarjančevega opusa. No in spet smo pri glasbenem opusu in to moje naslednje vprašanje naslavljam kar na oba sogovornika, sta oba tesno povezana seveda z glasbo. Po eni strani je Škarjančev glasbeni opus izjemno raznolik in številčen, a vseeno me zanima, v kateri glasbeni zvrsti je po vajinem mnenju pustil najosebnejši, najizrazitejši ustvarjalni odtis. Gospod Bum? Težko bi rekel, težko bi se opredelil samo za eno zvrst. Škarjančeva dela so zelo priljubljena tudi za dijake srednjih šol. So zahtevno, ampak so priljubljena. Pisal je za različne inštrumente. Koncertino za klavir je zelo priljubljena skladba. Koncert za harfo je priljubljena, intermezzo romantik za violino. Namreč on se je na velikih področjih
uveljavil s skladbami, ki so pa zelo ljube tudi dijakom srednje šole. In zato je Škrjan stalno prisoten na vseh produkcijah srednje šole. Tudi solo pevci, seveda njegove samospevi so izvrstni. In zelo to je temeljno gradivo za pouk solo petja na srednje šole. Ja, jaz bi se seveda strinjal. Zdi se mi, da še posebej, ampak to je mogoče tudi značilno za vrsto skladateljev, da še posebej tak lasten slog skladatelji, dobri skladatelji razvijajo že takoj v otroštvu ali pa v mladosti, če tako rečem. In pri Škrjancu ti njegovi mladostni opusi na čelu z njegovimi samospevi so res, se mi zdi, izraz njegovega lastnega kompozicijskega občutenja, kipi od neke take ustvarjalne potence, se mi zdi, te mladostne. Medtem ko je v poznejših letih mnogo bolj razsoden in tako, ampak vendarle ne manj prepričljiv. In zdaj, če bi absolutno, se pravi, če bi izpostavil kakšna dela poleg, recimo zdaj, ko smo rekli, samospevo, zagotovo, se pravi, nekaj komorni opus, prej so neke njegove godalne kvartete, recimo izvrstne, pa seveda njegove koncerte. Ali pa če, prej sem govoril o filharmoniji, če filharmonik mora izbrati za nek koncert slovensko simfonijo, katero simfonijo bomo izbrali. Verjetno eden od prvih skladateljev, ki pride na misel, je Škrjanc. Ja, tukaj moram dodati, da je to res eno redkih slovenskih skladateljskih imen, ki je vse prisotno v vseh generacijah. Ja? In poznajo ga mladi, poznajo ga čisto vse generacije, torej od procesa, šolanja do koncertnih odrov. Jaz imam tukaj še kar nekaj vprašanj, ampak naš čas se počasi izteka, zato bomo nekako čist s kratko mislijo končali ta naš pogovor. Kaj v resnici predstavlja Škrjančev opus za zgodovino slovenske glasbe? Samo kakšno kratko misel. Ja, jaz mislim, da sem to že do zdaj odgovarjal. Edino, kar bi morda še dodal, je pa to, da se mogoče s kolegico Vando ne strinjam čisto v eni stvari, namreč v tem, da je to zaključeno. Kajti se mi zdi, da se pravi Škrjančev opus, če sprašuješ po njegovi veljavi, Škrjančev opus sam zares še spodbuja nastanek podobnih del in jaz sem prepričan in seveda tudi upam, da bo neka bolj izpopolnjena monografija, pa seveda razne druge obdelave, se pravi tako znanstvene kot strokovne ali pa poljudne, ki bojo obravnavali Škrjančev opus tudi v poznejših letih še morale nujno priti na vrsto. Ne, tako, za hec. Ja, vem. Še kaj dodati? Pravzaprav nimam kaj dodati, ampak na koncu pa res najlepša zahvala Filozofski fakulteti in pa dr. Matjažu Barbu za izjemno delo. Jaz se zahvaljujem obema mojima sogovornikoma za tale prijeten pogovor. Vam, dragi bralci in bralke, pa želim obilo užitkov ob branju te knjige, torej knjige o Lucijanu Mariji Škrjancu.